vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Kot rečeno, sem Katja Poboljšaj in prihajam z Centra za kartografijo favne in flore in danes bi vam predstavila aktivnosti prvih let projekta Life Amphikom, katerega glavni namen je celovito reševanje problematike varstva dvoživk na naših projektnih območjih. Pa bi kar pričela s predstavitvijo in projekt Life Amphikom je 7-letni projekt, s katerim smo pričeli v letu 2019 in ga bomo zaključili z letom 2026. Vodilni partner je občina Grosuplje, je pa to mednarodni projekt, tako da imamo tudi partnerje tako iz Nemčije kot Danske. Hkrati so pa poleg Centra za kartografijo favne in flore slovenski partnerji javni zavodi zavarovanih območij, in sicer Kozjanski park, Ljubljansko barje, Radensko polje. Hkrati pa so tuji partnerji iz Amphi International, ki je podobna strokovna organizacija kot CKFF. Ne smem pozabiti seveda na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je odgovorno za izvedbo ukrepov na cesti. In seveda v Nemčiji je Odra, je partner Odra, regijski park reke Odre. Cilj projekta je seveda izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst na 6 projektnih območjih, od katerega so kar 4 v Sloveniji. In sicer, kot vidite na zemljevidu, gre za Ljubljansko barje, Radensko polje, Viršnica, Dobrava Jovsi in Bohor. Hkrati pa sta še 2 območji Natura 2000, in sicer na Danskem Sørve-Tarup in Klingholm, se opravičujem za izgovorjavo, in v Nemčiji Ferhausegebiet v dolini reke Odre. Naše ciljne vrste so seveda dvoživke, ki so uvrščene na prilogo 2 direktive o habitatih, in sicer predvsem nižinski in hribski urh ter veliki pupek. Hkrati pa se bodo vsi izvedeni ukrepi bodo služili tudi izboljšanju ohranjenosti vrst s priloge 4 direktive, ki so tudi prisotni na naših projektnih območjih, in sicer za plavčka, rosnico in zeleno rego. V Nemčiji pa je tudi prisoten veliki severni pupek, ki je sestrska vrsta našega velikega pupka. Glavni problemi, ki jih bomo naslovili ki jih naslavljamo v našem projektu, je seveda upadanje populacij dvoživk zaradi izgube habitatov, kjer se bomo v vseh 3 državah v projektnih območjih ukvarjali z obnovo in vzpostavitvijo vodnih in kopenskih habitatov. Pomemben vzrok upadanja populacij je tudi vpliv cest in prometa na njih, in zato bomo v Sloveniji izvedli tudi trajne ukrepe na kar nekaj cestnih odsekih. Hkrati pa bomo izvajali tudi podporno vzrejo kot ukrep za izboljšanje razmnoževalnega uspeha majhnih in izoliranih populacij, ki dodatno izboljšuje dolgoročno preživetje populacij z majhnim številom osebkov na projektnih območjih. In tukaj bi rada poudarila, da smo krepitev populacije s pomočjo podporne vzreje uvedli prvič tudi v Sloveniji in v nadaljevanju bo sledila predstavitev.
Kot rečeno, glavne aktivnosti so seveda izboljšati varstveni status ciljnih vrst znotraj naših projektnih območij in zagotoviti viabilne populacije tudi ostalih vrst, ki živijo v enakih življenjskih prostorih. Kako bomo to dosegli? Predvsem z nakupi zemljišč, na katerih se bodo potem izvajali oziroma že izvajamo konkretne varstvene ukrepe obnove kopenskih in vodnih habitatov, in na ta način bomo tudi zagotovili povezanost med populacijami, ustrezne življenjske prostore, med katerimi se bodo lahko ciljne vrste selile in oziroma jih na novo naselile. Pri tem je pomembna, pri vseh teh aktivnostih je pomembna tudi izmenjava dobrih praks, znanja in metod pri izvajanju ukrepov za varstvo dvoživk in seveda tudi komunikacijske aktivnosti so pomemben del našega projekta. Kot že rečeno, pa z izvedbo trajnih ukrepov na cestah bomo pa tudi preprečevali fragmentacijo življenjskih prostorov naših ciljnih vrst. Kot rečeno, bomo oziroma že obnavljamo vodne habitate, kjer bomo na vseh 6 projektnih območjih vzpostavili več kot 160 novih mlak. Na sliki vidite še delovno sliko iz Jovsov, kjer smo prvič najprej začeli z vzpostavljanjem mlak. Pomembni so pa tudi ustrezno upravljanje s kopenskimi habitati, kar vključuje tako zasaditev mejic v odprti kmetijski krajini, kot tudi odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in seveda časovno prilagojeno košnjo, kajti želimo vzpostaviti kar več kot 70 hektarjev kopenskih habitatov, ekstenzivnih travniških površin, ki so pomembne za naše ciljne vrste. Kot rečeno, je promet in gradnja prometne infrastrukture kar velika grožnja za populacije dvoživk, tudi v Sloveniji, saj imamo zabeleženih več kot 1500 tako imenovanih črnih točk oziroma cestnih odsekov, kjer prihaja do večje smrtnosti dvoživk. In ocenjujemo, da je v Sloveniji vsako leto povoženih več kot 300.000 osebkov. Kot rečeno, v naših projektnih območjih bomo izvedli trajne ukrepe na 5 kritičnih cestnih odsekih in na Radenskem polju, kjer se bo hkrati izvajali še in v Kozjanskem parku, kjer se izvajata tudi akcije prenašanja dvoživk preko ceste, pa se vsako leto prenese več kot 20.000 dvoživk. Tukaj na zemljevidu vidite, kje so locirani ti cestni odseki, in sicer na območju Ljubljanskega barja so kar 3, pri Bistri, Paku in Podkraju, potem bodo ukrepi izvedeni na cesti na Radenskem polju in kot ponovljivost in prenosljivost naših dobre prakse bomo pa v informacijskem centru v Kozjanskem parku, kjer je cestni odsek Trepče, kot del predstavitve različnih ukrepov za dvoživke v praksi, bo vzpostavljen tudi trajni ukrepi na cesti. Tukaj vidite na kratko, kaj pomeni vzpostavitev trajnih ukrepov. Gre predvsem za vzpostavitev podhodov in trajnih varovalnih ograj, ki dvoživkam omogoča nemoteno prehajanje in, kar je najpomembnejše, preko celega leta. Tako da dvoživke varno prehajajo cesto tudi v času jesenskih in poletnih selitev, še posebej pa so pomembne selitve mladih osebkov, ki jih vse akcije na naših cestah, prostovoljne akcije, ki so se
so postale kar zelo številne v zadnjih letih, pa jih zaradi časovnega zamika ne vključujejo selitev mladih osebkov. Na kratko, kaj počnemo v projektu v Sloveniji. V prvih 3 letih projekta glavne aktivnosti so bile pripravljalne akcije, kjer smo s tem, ko smo popisali izhodiščno stanje populacij ciljnih vrst v naših projektnih območjih, pripravili tudi podlage za akcijski načrt, za izvedbo varstvenih ukrepov. Hkrati smo seveda tudi spremljali spomladanske in jesenske selitve na prej omenjenih cestnih odsekih, z namenom, da bomo na podlagi tega pripravili tudi konkreten predlog za ureditev podhodov in ograj. Hkrati pa se je pripravil tudi načrt za krepitev populacij velikega pupka v Jovsih. Če zdaj na kratko predstavim vsa projektna območja in pripravljalne aktivnosti, bi se ustavila najprej na Ljubljanskem barju, kjer sta ciljni vrsti veliki pupek in haribski urh. In na desni sliki vidite naši projektni območji oziroma Bistra, Pako in Podkraj, ki so locirane predvsem tako, da so v bližini tudi cestnih odsekov, kjer se bodo izvedli trajni ukrepi, tako da bo na ta način prvič v Sloveniji bomo res celovito pristopili k izvedbi varstvenih ukrepov, tako z vzpostavljanjem novih vodnih habitatov kot izboljšanjem povezave med kopenskimi habitati in mrestišči. Tukaj na kratko rezultati glede stanja populacije velikega pupka. Smo ugotovili, da je to relativno redka vrsta, saj se je pojavljala samo približno 10% vseh najdišč dvoživk na projektnih območjih in od tega je bilo kar polovica najdišč velikega pupka so bila mrestišča. Ugotovili smo, da je glavni tip vodnih habitatov velikega pupka na Ljubljanskem barju mreža sekundarnih in terciarnih barjanskih jarkov, kar je v bistvu posebnost v Sloveniji, kajti drugače so veliki pupki, predvsem jih najdemo v Mlakah in podobnih stoječih vodah. Ljubljansko barje pa svojo mrežo prav posebnost tudi z tega stališča. Ob gradu Bistra je ribnik, ki trenutno ni v uporabi in je brez rib, in to je bil tudi po naših ugotovitvah najpomembnejše mrestišče za velikega pupka na našem projektnem območju. Naredili pa smo tudi analizo kopenskega habitata v okolici naših vodnih habitatov, kjer se je pokazalo, da je recimo različen delež kmetijskih površin, se pravi njiv, intenzivno rabljenih travniških površin, raznih nasadov, da je različen delež v podobmočju Bistra, Pako, kjer je takih površin približno 20% in v Podkraju kar 40%, medtem ko pa ostale površine poraščajo različna travišča, ekstenzivna travišča, grmišča, bolj ali manj zamočvirjena območja in tudi gozd. Ugotavljali smo tudi povezljivost mrestišč, kjer se je izkazalo, da se v pasu do 1500 metrov oddaljenosti nahajajo vsa najdišča, kar pomeni, da je to še vedno v razdalji, na kateri se gibljejo veliki pupki, tako da povezljivost samih mrestišč
je na območju manj problematična. Kljub temu, ko smo ocenjevali stanje ohranjenosti populacije, smo ugotovili, da gre za neugodno stanje na tem projektnem območju, kjer se je izkazalo, da je najbolj omejujoč dejavnik pravzaprav razpoložljivost primernih mrestišč, kjer se voda zadržuje dovolj dolgo, da lahko v njih poteče uspešna preobrazba in razmnoževanje velikega pupka. Kajti opazili smo, da je prehitro izsuševanje vodnih habitatov in tudi slabša kvaliteta vode, da so to glavni razlogi za slab razmnoževalni uspeh, ki seveda na dolgi rok vodi tudi lahko v občutno poslabšanje stanja populacij. Da smo ocenili nekako stanje populacije, smo izbrali tudi za prikaz metodo kvadratov, kajti s kvadrati nam podajo dobro oceno razporejenosti znanih najdišč vrste, kajti zaradi nestalne vodnatosti in goste mreže jarkov je težko ali pa tudi manj smiselno točkovno opredeljevati posamezna najdišča. In ugotovili smo, da je bilo od 40 pregledanih kvadratih, smo v 20 vrsto potrdili, hkrati pa je od teh 40 kar 35%, kjer smo potrdili razmnoževalni uspeh oziroma da smo v vodnih habitatih zabeležili ličinke ali pa mlade osebke velikega pupka. Eden izmed dobrih pokazateljev stanja je pa tudi, v kolikem deležu stoječih voda so bili zabeleženi tako odrasli, da so bili zabeleženi odrasli osebki, ki imajo tudi razmnoževalni uspeh, kar pomeni, da smo kar v 12 od 12 kvadratov, kjer smo zabeležili odrasle osebke, so bili v 6 najdene tudi ličinke ali mladi osebki. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker se odrasli pupki pogosto gibljejo med različnimi vodnimi habitati, tako da ni vsak vodni habitat, kjer najdemo odrasle pupke, tudi njihov razmnoževalni habitat. Tako na hitro si lahko pogledate, kako izgledajo habitati velikega pupka na projektnem območju, in zgoraj levo je seveda največja stoječa voda brez rib na območju, ki je ribnik pri gradu Bistra. Podobni rezultati so se pokazali tudi za hribskega urha, kjer smo prisotnost zabeležili približno 20% najdišč dvoživk, in tudi tukaj jih je bilo malo več kot polovica tudi potrjenih kot mrestišča. Za razliko od velikega pupka je za hribskega urha glavni tip vodnih habitatov so terciarni manjši jarki, kar je po eni strani tudi logično glede na ekološke zahteve vrste. Tudi za hribskega urha smo po analizi rabe tal ugotovili, da je v podkraju občutno večji delež kmetijskih površin v neposredni okolici vodnih habitatov kot v območju Bistra Pako. Kljub temu so mrestišča še vedno dovolj povezana med seboj, ker malo za vpogled v delo, tudi pregledali smo kar 37 kilometrov jarkov v letu 2021 in urh je bil prisoten v
6,7 kilometrih, kar ponovno potrjuje približno v 20% najdišč je podoben rezultat. Hkrati smo pa ugotavljali tudi relativne gostote v jarkih, kar pomeni število popisanih živali na dan na 100 metrov jarka, kjer je bil seveda minimalno je bilo nič, maksimalno smo pa opazili kar 12,8 živali. Mediana vseh najdb je bila večja kot 0,41 oziroma je 1,1 osebek, kar pomeni, da so to relativno nizke vrednosti, kajti iz izkušenj iz celotne Slovenije smo primerjalno ugotovili, da opažanja največ 4 urhov na transekt, kar pomeni približno 67% vseh pregledanih jarkov, spada med nizke gostote urhov v Sloveniji. Na podlagi vseh teh rezultatov smo tudi za to vrsto ugotovili neugodno stanje ohranjenosti in tudi tu se je kot omejujoč dejavnik pokazalo prehitro izsuševanje vodnih habitatov. Podobno kot pri velikem pupku smo za vrsto v ustreznem obdobju pregledali 51 kvadratov in vrsto potrdili v 25 kvadratih, pol krat pol kilometra, in v 20 kvadratih smo potrdili tudi razmnoževalni uspeh, s tem, da je bilo kaj v 80% zabeleženi odrasli osebki in hkrati so bili najdeni tudi ličinke ali pa mladi osebki. Na kratko zdaj vidite tudi naše 3 cestne odseke. Na levi strani je Bistra, potem sledi Pako in Podkraj. In na hitro so rezultati pokazali v Bistri, kjer smo na vseh odsekih smo izvajali leto 2020 tako spomladanski kot jesenski popis. In v Bistri na odseku dolgem približno 1300 metrov smo v bistvu zabeležili več kot skoraj 1300 dvoživ, ki so pripadale 8 vrstam, in od ciljnih vrst se je pojavljal tudi veliki pupek. Sledi odsek Pako, ki je bil naš najkrajši, dolg samo 270 metrov. Tukaj smo zabeležili skoraj 400 dvoživ, ki so pripadale 7 vrstam. Tu smo pa zabeležili obe ciljni vrsti, tako velikega pupka kot hribskega urha. Podkraj, ki je na Barju najdaljši cestni odsek, ki je dolg skoraj 2200 metrov, smo zabeležili največje število živali, kar 8600 dvoživk, ki so pripadale 10 vrstam, od tega so kar 4 vrste z habitatne direktive, vključno z obema ciljnima vrstama. Sledi predstavitev Radenskega polja, kjer sta podobno ciljni vrsti tako veliki pupek kot hribski urh. Popis izhodiščnega stanja je bil narejen že v letu 2019, kjer je v predhodnem projektu Vezi narave smo izvedli ta popis in smo podobno zaključili, da je veliki pupek na Radenskem polju v neugodnem stanju, je populacija v neugodnem stanju ohranjenosti, kjer se je podobno spet izkazalo, da je omejujoč dejavnik prehitra izsušitev mrestišč, hkrati pa smo
tukaj ugotovili, da najverjetneje zaradi preteklih sprememb vodnega režima v širšem območju Radenskega polja, v celi, bom rekla, Grosupeljski kotlini, da so poplave na Radenskem polju intenzivnejše, nastopajo hitreje in po drugi strani voda na splošno hitreje odteče, kar ponovno vodi v prehitro izsuševanje mrestišč naših ciljnih vrst. Na Radenskem polju je veliki pupek, osrednje območje, kjer je nahajališče, predvsem tukaj osrednje območje Mokric, kjer je tudi najbolj mokrotni del Radenskega polja, medtem ko je južni del zelo že prisotna intenzivna kmetijska raba, tako da praktično v južnem delu sploh nismo registrirali nobenih ciljne vrste in tudi ostalih vrst dvoživk je bilo manj. Podobno je stanje z hribskim murhom, ki ima kljub temu, bom rekla, je pogostejša vrsta od velikega pupka, ampak tudi za to vrsto se je izkazalo, da je izsuševanje največji dolgoročni problem. Tukaj si lahko pogledate, kako izgledate. Na levi strani recimo so srednice, to je največje retje na Radenskem polju, ki je recimo med 2. aprilom, ta je bil v 2. april 2019 ob visoki vodi, tako pa izgleda prazno in razlika je, tukaj je lahko globina tudi 9 metrov, ampak kljub taki ogromni površini retja se lahko relativno hitro izprazni v 2-3 tednih, kar pomeni, da spet dvoživke se ne uspejo pravočasno preobraziti. Tako da vsa retja na Radenskem polju delujejo pravzaprav kot ene velike luže. Podobno je na sliki desno, je primer špeharjevega retja, ki je bil, na primer, vidite tukaj v razmaku praktično 2 tednov, med 20. marcem in 8. aprilom, je od skoraj polne sklede, polnega retja se je območje čisto izsušilo in takrat v tem letu je tukaj propadlo tudi 250 mrestov rosnice, kar je v bistvu kar velika številka za eno lokacijo. Podobno je pa smo potem ugotovili, da je tudi špeharjevo retje tudi eno pomembnejših mrestišč velikega pupka. Na v Amfikonu so se pa izvajale aktivnosti spremljanja stanja dvoživk na cestah in v letu 2022 je kot več let zapored občina Grosuplje skupaj z parkom Radensko polje in prostovoljci so izvedli akcijo prenašanja dvoživk, kjer je postavljena začasna ograja v dolžini približno 1000 metrov. In rezultat v letu 2020 vidite, da je bilo kar 21.000 dvoživk zabeleženih v pomladnem času, ki so pripadale 7 vrst. Jesenski pregled ceste pa je pokazal, da se predvsem veliki pupek in hribski urh prisotna tudi na območju izven začasne ograje, zato smo potem v letu 2021 v kompletu izvedli pregled ceste na celotnem odseku 3200 metrov. Še vedno je bil na enem prvem kilometru postavljena začasna ograja, ampak so na preostalih 2200 metrih potekali intenzivni
nočni pregledi po standardni metodi, ki jo uporabljamo na cestah, in če pogledamo rezultate, je bilo več kot 30 registriranih v letu 2021 več kot 30.000 posameznih živali, ki so pripadale 7 vrstam in seveda obem našim ciljnim vrstam. Projektno območje Bohor, tu imamo ciljno vrsto hribski urh. Območje se je opredelilo na tistem delu Natura območja, ki je še vključeno v Kozjanski regijski park. In tukaj je nekako med 300 in 850 metri nadmorske višine, hkrati je pa to območje tudi najmanj gozdnato od celotne območje Natura 2000 območja Bohor. In tukaj lahko na hitro vidite naše rezultate najdišč hribskega urha. In potem, ko smo analizirali stanje populacije, smo ponovno ugotovili, da prihaja do neugodnega stanja, predvsem podobno spet zaradi pomanjkanja ustreznih vodnih habitatov, kajti kljub temu, da je to območje zelo vodnato in s potoki, so pa te njihove doline zelo hladne in senčne, tako da na območju primanjkuje takih primernih osončenih mest z večjimi lužami ali mlakami, ki imajo višje temperature. Hkrati pa zaradi vedno bolj intenzivne kmetijske rabe prihaja tudi do regulacije potokov in s tem tudi do nepovratnega uničenja nekih struktur v mokrotnih delih dolin potokov, kjer je bilo drugače omogočeno zadrževanje ali pa razlivanje vode. Kljub temu smo ugotovili, da so mrestišča še vedno dobro povezana med seboj, tako da so spet zagotavljanje ustreznega dolgega obdobja ustreznih vod najbolj ustrezna rešitev tukaj tudi za hribskega urha. Tako izgledajo mrestišča, seveda so kolesnice v gozdnatem predelu najpomembnejše, predvsem na takih, kot vidite, vedno, kjer se pojavlja vrzel med krošnjami, da je tak sončni otok, tam so potem tudi višje temperature in potem v teh kolesnicah najdemo tudi urhe, drugače se pa zdržujejo predvsem v okolici nekih povirnih sončnih območij, kjer so osončena pobočja ali pa tudi mlakah na pašnikih recimo. Zadnje, ampak je seveda projektno območje Jovsi v Natura območju Dobrava Jovsi, kjer je bil v prijavi projekta je bila naša glavna ciljna vrsta nižinski urh, za katerega smo že v letu 2018 ocenili, da je tukaj populacija zelo majhna in na robu izumrtja. Ko smo pa pričeli tudi z intenzivnimi raziskavami, smo ugotovili že takoj, da že v letu 2020, da v samih Jovsih, tem nižinskem predelu Natura območja ob reki Sotli, vrsta ni bila potrjena in smo potem v letu 2021 raziskave razširili na celotno območje Natura 2000 in smo potem po intenzivnih dveletnih raziskavah ugotovili pravzaprav, da je populacija nižinskega urha v območju Natura 2000 Dobrava Jovsi izumrla, hkrati pa smo vseeno izboljšali vsaj poznavanje razširjenosti hribskega urha. Zadnji podatki o urhih, ki so obstajali o
oglašanju urhov na območju Jovsov so bili še iz leta 2018, ampak kot vemo, urhi so dolgožive živali in se je očitno zgodilo, da zaradi pomanjkanja ustreznih vodnih habitatov je populacija vseeno izumrla ali pa je mogoče še kje kakšen osebek, ki ga nismo uspeli najti, vendar ocenjujemo, da bi zdaj, da vrsta ni več prisotna. Hkrati pri vseh raziskavah se je pa izkazalo tudi to, da je tudi populacija velikega pupka majhna in izolirana, ki grozi izumrtje, kajti prisotnost smo potrdili le na 11 lokacijah, od tega so bile kar 3 med njimi naše projektne mlake, ki smo jih vzpostavili spomladi leta 2021. Tako da je potem tudi po ugotavljanju razmnoževalnega uspeha so se praktično uspešno preobrazba dogodila le v teh novih mlakah. In na podlagi tega smo se potem odločili, da se bo podporna vzreja izvedla za velikega pupka. Tukaj imate na pogled, kako izgledajo vodni habitati. Seveda je to, tukaj vidimo 2 mlaki, ki smo jih vzpostavili v projektu Amfikon, drugače pa gre večinoma za poplavne travnike oziroma ostanke mrtvic oziroma mrtvic reke Sotle, ki so ostali še po regulaciji, so take stare struge še razpredene po celotnem območju Jovšov, ali pa tudi melioracijski kanal izven območja Jovšov še vedno ob reki Sotli. Tukaj vam predstavljam tudi ribnik Trepče, kjer se izvaja že več kot 20 let, Kozjanski park izvaja akcijo prenašanja dvoživk ob ribniku Trepče, kjer se bo vzpostavil tudi informacijski center, ki ga vidite tukaj na večji sliki. In v sklopu vseh aktivnosti Life Amfikon se bo prikazalo tudi praktična izvedba ukrepov v naravi, tako da si bojo obiskovalci poleg vseh razstavnih prostorov v informacijskem centru ogledali tudi na primer, kako se je del ribnika ogradilo, da bi preprečili dostop ribam in s tem izboljšali kvaliteto mrstišča dvoživkam, in hkrati bo na cestnem odseku, kjer je do sedaj potekala akcija, se bodo izvedli trajni ukrepi. Na podlagi vseh teh pripravljalnih akcij smo pripravili seveda načrte za izvedbene akcije za nakup zemljišč in območja vzpostavitve vodnih in kopenskih habitatov. Prve vzpostavitve, kot rečeno, smo pričeli v Jovsih v letu 2021. Tukaj vidite vse 3 mlake v mesecu juniju lanskem letu, ko so že leto druga vegetacijska sezona, in se vidi, da tudi vodnatost na območju je različna, tako da je ena mlaka že malo bolj prej zniža vodostaj kot v ostalih 2, ampak glavno je, da se na območju zagotavlja dovolj dolgo vode v celem kompleksu mlak, ker je lahko potem možno tudi v taki mreži lahko tudi v kakšnem zelo sušnem letu kakšna mlaka presuši, ampak še vedno bo nekje zagotovljena voda.
Na Ljubljanskem barju so se aktivnosti pričele v novembru, na Radenskem polju ravnokar potekajo, v Josih so se pa zaključile tudi v letošnjem letu, tako da so zdaj vzpostavljeni že vseh 10 načrtovanih mlak. Na Bohorju pa se bojo gozdne mlake za Urha pričele vzpostavljati v naslednjem jesensko-zimskem obdobju. Kot rečeno, zelo pomembna aktivnost je tudi krepitev populacije, ki je pomembna in je ena izmed učinkovitih ukrepov za povečanje številčnosti in izboljšanje stanja preživetja odloženih jajc, kajti s podporno vzrejo prestavimo jajca in jih vzgojimo v vzrejni postaji do preobrazbe in jih nato vrnemo v izvorna in v nove habitate. Glavni namen je pa seveda, da na ta način pospešimo naravno kolonizacijo novo vzpostavljenih mlak in povečamo število mladih osebkov v populaciji v posameznem letu. In na ta način bomo pomagali predvsem v prvih letih po vzpostavitvi novih habitatov, ki še ne bojo v optimalnem stanju za razmnoževanje in razvoj velikih pupkov, da bo na ta način se populacija lažje povečala v zaželjeno, naše ciljno ugodno hranitveno stanje. Pri tem pa bi rada poudarila, da je ta vzrejna postaja v Kozjanskem parku je prva tovrstna postaja za dvoživke v Sloveniji in tudi prva vzrejna postaja za velikega pupka Triturus carnifex v Evropi, kajti s to vrsto se ta ukrep še ni izvajal. V letu 2022 smo na primer obeležili naš uspeh z izpustom kar 166 mladih osebkov v projektno območje. Načrt je, da vseh teh 3 letih vsako leto približno uspemo izpustiti približno 100 mladih osebkov, kjer, kot rečeno, jih izpuščamo v nove mlake in seveda 10 do 20% jih vrnemo izvorne lokacije, kjer smo pobrali jajca. Pri tem, da se je v letu 2022 zgodilo, da smo vse mlade osebke vrnili v mlake, ki smo jih vzpostavili, kajti vsa ostala mrstišča so bila že izsušena. Pri tem je pri vzpostavitvi vzrejne postaje pa nam je seveda pomagal s prenosom znanja in izkušenj tudi danski partner Amphi International, ki ima več kot 20-letno izkušnje z podobnimi aktivnostmi. Tukaj vidite še, kako izgleda vzrejna postaja, kajti vidimo tudi same jajčeca in ličinke in seveda tako izgledajo mladi, ravno preobraženi veliki pupki, ki smo jih izpustili. Tukaj pri velikih pupkih je zanimivo to, ker so to za razliko od paglavcev žab, so ličinke predatorji in zaradi tega jih ne moremo imeti skupaj vseh v enih večjih bazenih, ampak morajo biti ločeni, kajti drugače se lahko pojedo med seboj in potem s tem seveda ne bi imeli razmnoževalnega uspeha. In tudi to, da moraš skrbeti za tako veliko količino različnih posod oziroma akvarijev, je tudi posebno zahtevno pri vzreji pupkov na splošno. Kot rečeno,
Pričelo se bo počasi tudi z izvedbo trajnih ukrepov na naših projektnih cestnih odsekih, kjer smo sedaj v fazi, da se je na odseku Bistra gradnja ravnokar pričela oziroma aktivnosti za pričetek gradnje. Za vse odseke na Ljubljanskem barju so pripravljeni tudi že končni načrti, tako in imajo pridobljene gradbena dovoljenja. Za Radensko polje so načrtovanje še v teku. In če povzamem, bomo mi z izvedbo trajnih ukrepov na 4 odsekih na Ljubljanskem barju in na Radenskem polju in seveda potem rešili 4 od 13 najbolj problematičnih cestnih odsekov, ki so bili opredeljeni v Sloveniji, in sicer kar na skupni dolžini skoraj 5 kilometrov cest. In hkrati se bo pridobljeno znanje tudi kot primer dobre prakse preneslo in uporabilo pri gradnji v Kozjanskem parku, in seveda Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo to s pridom izkoristila tudi pri načrtovanju in izvedbi drugih projektov na slovenskih cestah. Da so ukrepi uspešni, se opredelimo takrat, ko je smrtnost zaradi povozov na cestnem odseku zmanjšana za najmanj 75%, kajti zavedati se moramo, da nobeni trajni ukrepi niso 100%, kar pomeni, da vedno se bodo našle kakšni osebki, ki bodo uspeli preplezati varovalno oziroma usmerjevalno ograjo. Lahko tudi bo vzrok, da ne bo pravočasno pokošena vegetacija ob ograjah in bodo lahko preplezali s pomočjo vegetacije. Lahko se bo zgodilo, da se kakšni osebki ne bodo odločili, da bi šli skozi podhod, tako da je na splošno, bom rekla, strokovna mera po izkušnjah v tujini, da so ukrepi uspešni, ko 75% osebkov uspešno uporablja podhode in se izogne smrtnosti na cesti. Pri tem je bila pomembna, pri vsem načrtovanju ukrepov je seveda bilo pomembno tudi mreženje z našimi mednarodnimi partnerji in tudi na ta način bomo poskušali zagotoviti dobro izmenjavo dobrih praks in praktičnih izkušenj tako na nacionalni kot na mednarodni ravni v prihodnje. Kar se tiče tehničnih ukrepov, tehničnih rešitev za ukrepe, pa smo upoštevali tako obstoječe nacionalne kot tudi mednarodne smernice, ki na primer prednostno priporočajo pravokotne oziroma škatlaste oblike podhode dimenzij približno meter širine krat 0,6 metrov višine. Pri izvedbi ukrepov pa je pomembna tudi razdalja med posameznimi podhodi, tako da za velikega pupka ne bi znašala več kot 30 metrov, v primerjavi na primer z navadnimi krastačami, rjavimi žabami, ki se vseeno ob ograji gibljejo na daljše razdalje in za njih tam, ko pupkov, na primer, ko pupki niso prisotni na tistih cestnih odsekih, so lahko razdalje med podhodi 50 metrov ali pa malo več. Pomemben del projektnih aktivnosti je seveda tudi izvajanje izobraževalnih aktivnosti, kjer se bodo v vseh projektnih območjih vzpostavili tudi učne interpretacijske poti, informacijske table, izvajali se bodo izobraževanja, tabori, mednarodne konference in različne delavnice.
Kozjanski park bo ob ribniku Trepče vzpostavil stalni informacijski center s praktičnim prikazom različnih varstvenih ukrepov, in vse ta izobraževalna infrastruktura bo seveda vsem parkom, tako na Ljubljanskem barju, Radenskem polju kot Kozjanskemu parku, služil tudi v prihodnje, še posebej pri delu z šolami in z lokalnimi skupnostmi. Izdali smo kar nekaj publikacij. Zelo pomemben je tudi določevalni ključ dvoživk Slovenije, ki je primeren za osnovne in srednje šole, ki ga lahko snamete PDF na domači strani, na projektni domači strani. Seveda vsako leto se izdajo različne izloženke, tudi koledarji, vse z namenom opozarjati na varstvo in ukrepe za ohranjanje populacij dvoživk. Pri vseh naših aktivnostih se zelo trudimo, da je čim več vključenih, čim več deležnikov, tako različnih javnih ustanov s področja varstva narave iz celotne Slovenije, kot tudi nevladne organizacije, prostovoljci na projektnih skupinah, na projektnih območjih pa seveda so pomembni še lokalne skupnosti in lastniki zemljišč, pa tudi predstavniki sektorja kmetijstva in infrastrukture. V Centru za kartografijo favne in flore pa smo vzpostavili tudi informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, ki je nekako dobil krila z sofinanciranjem LIFE programa, kajti naš namen je, da se lahko pridobijo informacije vse na enem mestu, in tudi želimo ne samo posredovati informacije, ampak tudi promovirati primere dobre prakse pri varstvu dvoživk, in tudi spodbujati izvajanje različnih ukrepov, tako kar se tiče različnih kmetijskih aktivnosti, gradnje prometnic in druge infrastrukture, kot tudi pomemben vir ogrožanja so pa tudi opuščanje rabe, po drugi strani nasproti intenziviranju in zasipavanje in pozidava predvsem mokričnih območij. V centru bi radi tudi na ta način s promocijami ustvarili neke nove priložnosti za mreženje in krepili zmogljivosti na področju ohranjanja dvoživk, tako da v tem smislu tudi izvajamo lahko tudi različna svetovanja, poleg tega, da seveda vzdržujemo podatkovno zbirko o dvoživkah Slovenije, ki je seveda pomemben vir informacij pri tako o selitvenih prehodih preko cest, kot tudi za pripravo različnih drugih varstvenih ukrepov. Naš namen je tudi zbirati javno dostopne podatke, seveda s pomočjo vključevanja tudi širše javnosti, tako imenovan koncept ljudske znanosti, kjer si želimo, da čim več prostovoljcev oziroma predstavniki različnih društev in naravovarstvenih organizacij posreduje ali naključna opažanja ali pa tudi projektne rezultate oziroma rezultate različnih aktivnosti, ki jih izvajajo za varstvo dvoživk, in to tako na cestah, kot tudi na habitatih. Ena od naših nalog bo seveda tudi priprava, da bodo podatki izbrani v LIFE Amfikonu javno dostopni, hkrati pa želimo tudi redno obveščati javnost, medije in celotno mrežo
zainteresirane javnosti o aktivnostih v Sloveniji. Zato si želimo in upam, da učinkovito sodelujemo s številnimi organizacijami, društvi, prostovoljci in skušamo vse te aktivnosti in deležnike povezati v nacionalno mrežo, tako da bi potem sam namen videl ne samo zbiranje podatkov kot takih, ampak da je pol vse te informacije služijo, da je opredelitev začetnega stanja boljša in hkrati, da se izboljša tako načrtovanje kot izvedba samih ukrepov. Več informacij lahko najdete na spletni strani, kjer so predstavljeni tako različne akcije prenašanja dvoživk po celi Sloveniji, lahko iščete po regijah ali pa na splošno po zemljevidu. Ogledati se, predstavljene so tudi vse večje akcije, s katerimi prostovoljci in izvajalci sodelujemo. Tako na primer samo en prikaz, kako izgleda predstavitev ene akcije, kjer potem vsako leto je točno zemljevid, kje akcija poteka, kdo jo izvaja, kakšen je tam izveden ukrep, če je, kontakti, hkrati pa poskušamo tudi vsako leto dopolniti za vsako leto izvajanje akcije, dopolniti z novimi podatki, tako da potem se informacije nadgrajujejo in tudi vidimo, kaj se z populacijami dvoživk na določenem območju dogaja. Kar se tiče različnih dogodkov, si v sklopu te aktivnosti sodelujemo tudi na akcijah prenašanja dvoživk in jih na več lokacijah po Sloveniji in jih poskušamo promovirati in jim dati podporo, kajti to v veliki večini izvajajo prostovoljci, ki pravzaprav potrebujejo tudi ne samo dodatno delovno moč, ampak mislim, da predvsem pohvalo za ves trud in delo, ki ga vlagajo v akcije in hkrati, da je mogoče ob eni taki promociji ali pa podpori priti tudi do naslednjega koraka, da se lahko na nekaterih lokacijah v bodoče izvedejo na primer kakšne trajne rešitve. Pri vseh teh aktivnostih je seveda pomembno tudi mednarodno sodelovanje in prenos znanja, tako da od tega, da predstavljamo naše aktivnosti v tujini, do tega, da tudi se povezujemo predvsem z sosednjimi državami in v jugovzhodnem območju Evrope, kjer še vedno varstvene aktivnosti za dvoživke niso tako razvite kot mogoče bolj na severu Evrope. Malo predstavitev, kako so predstavljene vsa opažanja dvoživk, ki jih zberemo v okviru te aktivnosti. Nekateri verjetno že poznate naš vmesnik Bioportal. Tukaj je projekt Informacijski center za varstvo dvoživk in tukaj so predstavljeni vse informacije, ki jih različni prostovoljci, deležniki organizacij posredujete in si jih lahko ogledate tako na zemljevidu, potem pa pogledate tudi posamezno informacijo, kjer se potem s klikom na lokacije odpirajo fotografije, ki so bile posredovane. In če pogledamo na tej infografiki, na kratko so predstavljeni trenutni
trenutno stanje, in vidimo, da je kar že veliko podatkov posredovanih z velikega števila lokalitet. Veseli me predvsem, da to pomeni kar 116 različnih popisovalcev, in pri tem ne posredujejo samo informacije od dvoživk, ampak smo zbrali informacije kar o 69 različnih taksonih. Seveda s tem, ko za neko lokacijo skozi daljše časovno obdobje zbiramo tudi fotografije območja, lahko tudi na nek tak posreden način izvajamo monitoring stanja habitatov. Zato ste seveda tudi vsi poslušalci oziroma gledalci sedaj vljudno vabljeni k sodelovanju in posredovanju informacij, da stopite v stik z nami. Drugače pa izdajamo letni novičnik Regljač vsako leto, sedaj je letos že 3. leto. Tukaj vidite zadnjo naslovnico iz leta v katerem poskušamo predstaviti vse varstvene aktivnosti s področja varstva dvoživk v Sloveniji, in moram reči, da se v teh 3 letih smo ustvarili kar široko mrežo sodelavcev in sem zelo vesela, da se vsi z veseljem odzovejo na povabilo oziroma že kar sami se javijo, da so že pripravili poročila. In tukaj si pa na infografiki lahko ogledate rezultate z akcij na cestah v lanskem letu, kjer vidite, da je bilo zabeleženih kar 80.000 dvoživk, pri čemer je sodelovalo kar skoraj 740 udeležencev. Kot vidite, veliko truda je vloženega, kajti bili so kar 768 večerov na terenu in akcijo se je izvajalo kar na 57 kilometrih cest. S tem sem jaz počasi zaključila. Hvala za pozornost. Tukaj so vsi naši kontakti, kjer nas lahko spremljate projektne aktivnosti ali pa tudi posredujete svoje informacije. In hvala za pozornost.